šah je tudi velik del vašega življenja. Res? Ja, vse tak imam občutek. Je, pa je, imaš prav zadnje čase, čeprav nikoli ni bil. Pred majčkim več kot 6 meseci sem se komaj navdušil zanj. A moraš verjeti? To je čista resnica. Čista resnica, prej nikoli nisem igral, mislim, znam vleči figure, pa to poznam, vem, kaj je konj, kaj je kmet, to sem vedel že skozi. Ampak v tem spomladi sva začela z Godlerjem nekaj premikati figure na vajah za predstavo Moja dežela in mi je bilo igro zanimivo, sem rekel, to pa zanimivo, jaz bi pa rad to znal in sem se vrgel noter. Šah je zaenkrat moja prva misel zjutraj, ko vstanem in zvečer, ko zaspim. Pol otroci, pol avto, če sem ga zaklenil, pol pa žena, če je zadovoljna. Če se poskušam uživeti v njihovo kožo, se mi zdi, da so lahko najbolj veseli novih prijateljstev, pa transatlantskih in prekomorskih zvez, ves svet, globalno je tlele. In te vezi znajo biti zelo močne kasneje in zelo koristne. Teh se najbolj veselim. Seveda bom spremljal. Seveda tudi koga od tehle tekmovalcev bom izzval na dvoboj, če ima kakšnih 100 evrov v žepu. Veš, ne bom zdaj šel izzivati, ne vem, kakšnih teh tamali. Sem videl, so eni 4-letniki, po moje. To ne pomeni samo za mesto kot Maribor, to pomeni za celotno Slovenijo, glede na to, kako je velika Slovenija v primerjavi z ostalimi državami. Če smo z tem dogodkom, pa čeprav gre za naše najmlajše, povzročili cirka 40 000 nočitev v tej naši regiji, pomeni veliko promocijo za Slovenijo in seveda za Maribor. In še en dokaz je, že Maribor je zelo športno mesto. Zmerno so logistične težave, predvsem smo imeli v začetku težave, katero dvorano uporabiti za šah in prišli smo do ugodne rešitve in to je en dokaz več, da je ta dvorana zasebna, ki nam nudi prostor in da lahko tudi zasebniki, ki investirajo v športne hale in športne objekte, na nek način zaživijo in tudi preživijo. Ja, to je že zdaj jasno, to je, če prej 1587 je bilo prijavljenih igralcev, še 1300 njihovih spremljevalcev, 94 držav, vse celine, vse veroizpovedi, kar pestro, 14 dni ostanejo vsi. Ja, absolutno, šah je zelo priljubljena igra po svetu, to je sploh v manj razvitih področjih sveta, se pravi, nekdaj manj razvitih, se pravi Azija, Afrika, Južna Amerika. V zahodnji Evropi mogoče v zadnjem času malo zgublja na priljubljenosti, ampak vseeno, globalno gledano je šah ena najpriljubljenejših disciplin. Jaz upam, da spodbudo, mi smo ponudili priložnost mnogim Slovencem, se pravi 148 jih nastopa, če sem prav seznanjen zadnjo prijavo, se pravi, za mnoge od njih bo to edini in prvi nastop, za nekatere tudi ne, nekateri so že nastopili. Upamo, da bo na mnoge taka spodbuda, da bodo se napredovali in da bodo postali velemojstri. Ja, absolutno, se pravi šah, tako se razvijajo računalniki, tako tudi šah. Šah pa računalništvo sta zdaj v zadnjem času nezgrešljivo povezana. In seveda, ker otroci stalno mlajši začenjajo z računalnikom pa šahom, so tudi rezultati že v zgodnejših letih in vsekakor meja pada, tako da danes imamo že šahiste 18-20 letnike, ki so svetovne špice.